Najin cilj je obiskati vseh 212 občin v Sloveniji. In ta teden so v občini Beltenci. To je najina pot, ki nam bo vzela približno 35 minut. Trenutna lestvica top 10 pa zgleda tako. Let's go. First location, Island of Love itself. Tukaj so bila že pred nekaj leti, ko je Lali delala diplomo, jaz pa sem bil v vlogi voditelja oddaje. Ta miren kraj ponuja plavajoči mlin na reki Muri. Za nama je starinski brod, podoben tistemu, ki smo ga videli v občini Črenšovci. Na drugi strani mlina je brežna Iža, majhen center s stalno razstavo o bojraštvu, delo ob reki, kot tudi turistično-informacijska točka in trgovina z lokalnimi izdelki, kot so ekološka moka, pijače in spominki. Lušten plac za družinski izlet. V tkalski delavnici pa ima celo razstavo o gojenju lana. Vidiva lahko vse, od rastline do tega, kako so ga predelovali. Zelo zanimiv del zgodovine otoka. Sam otok je ustvarila reka Mura, domačini pa mu pravijo otok ljubezni. Obstaja tudi zelo zanimiva legenda o tem kraju. Ta legenda pa pravi, da je grofica Marija Ziki tukaj našla svojo pravo ljubezen. In mogoče jo boš tudi ti. Naslednji kraj je ciglarsko naselje Melinci. Ta kraj je znan po tradiciji izdelovanja opeke. Za nama je razstava na prostem, kjer lahko na tablah prebereva zgodovino izdelave opeke in tradicijo. Tukaj lahko vidiva, kako so opeke nekoč izdelovali ročno. Zelo je zanimivo tudi videti, kako velika je bila peč, v katerih so žgali. V bližini je tudi še en brod, s katerim lahko prečkaš reko Muro. Zdaj sva pred cerkvijo svetega Ladislava. Zgrajena je bila leta 1742. In poglejte to, res je čudovita. Okoli nje pa je še nekaj zanimivih stvari, ki dodajo poseben čar. Najprej je tukaj vodnak v beneškem slogu, okrašen z 8 grbi. Za njim stoji spomenik združitvi Prekmurja s Slovenijo s 27 stebri in 3 kipi narodnih junakov. Tle je tudi kip svetega Teodorja, podoben tistemu na trgu v Benetkah. Blizu pa je že grad Beltenci. Ta grad izvira iz 16. stoletja. Gre za baročni dvorec s 4 krili. Čeprav manjkajo nekateri deli južnega in zahodnega krila, je še vedno ohranil svoj stari čar in kot vsak veliki grad ima tudi grajski park. Tukaj lahko najdemo razstavo o zgodovini kolesarstva. Poglejva, koliko koles lahko najdeva. Našla so jih 6. Seveda pa lahko vidiš njihov razvoj skozi zgodovino. Zdaj pa raziščva še malo grajski park. Poglej grad z te strani. Našla sva ledenico. Včasih niso imeli hladilnikov, zato so hrano shranjevali tukaj. Nekateri strokovnjaki pravijo, da je to edina ohranjena ledenica v srednji Evropi. Ogled grajskega parka bomo zaključili po ribniku. Pa pejva na kosilo v grajski stol. Ni pa to edina stvar v gradu. Imajo tudi razstavo o zgodovini zdravstva v Pomurju, grofovski salon in prostore za poroke in druge dogodke. Ampak ker je vikend, si ne morava ogledati teh stvari. No pa pejva jest. In sva noter. Wow, ko je dobro. Zdaj so točno v tem grajskem stolpu. Za kosilo so si izbrala cigansko pečenko in grofov zrezek. Prečekirala sva celo restauracijo, zdaj pa čas za juho. Začela bova z gobovo.
Okay, I can't wait any longer. My turn. But it's gonna eat the whole soup. Oh yes. Oh yeah. Včasih je gobova juha v restauracijah vodena, ampak ta je zelo kremasta in polna okusa. Pred glavno jedjo pa seveda še solatka. Zelena solata, paradižnik, fižol in zelje. In zdaj čas za glavno jed. Najprej je ciganska pečenka. Diši po česnu, sočnem mesu in omaki. Ob strani pa je še pražen krompir. Okay, Lali's gonna jump in first. She loves pork. Druga jed je grof zrezek s šunko in sirom v omaki. Zdaj so štruklji in zelenjava. Matic bo kar vse pojedel. Perfecto, I say perfecto. Okay. I need to try. Obožujem deljenje hrane, ker lahko potem poskusim vse. A little bit of garlic. Od juhe do glavne jedi, vse je bilo odličen. Seveda pa obrok ni popoln brez sladice. Lali dig in. Yes. And I will dig it too. Okay. Jaz imam jabučen štrudel, Lali pa skutin štrudel. Cheers. Oh my God. So good. Really good. Res zelo dober. To bi bil popoln zaključek grajske pojedine. Kje sva? Pri gramoznici. Uchayama. Oh, look at this. Poglej, stopnice. To je zelo miren kraj, stran od ljudi in hrupa. Nisem pričakoval, da bo voda tako čista in lepa. Tukaj ni samo voda, ampak tudi nekakšne skulpture, pa jeva jih pogledati. Ta je stol. Ful so naključne. Ja, nič, gremo do zadnje lokacije. Zadnja lokacija, prekmurska hiša v vasi Lipa. To je vas, ki je znana po krompirju in langašu, odsvrtem krompirjevem testu. Tu lahko vidiš, kako ga pečejo in cvrejo. Poleg tega je tukaj tudi ta posebna hiša. To je tradicionalna prekmurska hiša s slamnato streho, ki prikazuje, kako so nekoč živeli na vasi. Stene so z lesa in blata, poleg je skedenj. Vidiva lahko tudi razstavo starih kmečkih orodij, vključno s koruznjakom. Ker greva naslednji dan na snemanje še ene prekmurske občine, bova prespala v sobi Zvezda, kjer imajo tudi pizzerijo. To je stavba iz 19. stoletja. Pokaževa ti zunanjost, bar in pizzerijo. Sobe so velike in prostorne, zato lahko svojo pustolovščino podaljšaš in uživaš brez hitenja. Nahaja se zelo blizu cerkve in gradu. Tamle se pa tudi vidi cerkev ter tale ogromen parkirišče. Občina 24 od 212 končana. Na najnej lestvici pa Beltinci zasedajo mesto tik za Braslovčan. Če ti bi video všeč, ne pozabi všečkat, naroči se na najin kanal, deli s prijatelji in se vidimo v naslednji epizodi. Čau!